Življenje stanovalcev Levjega dvorca se je povsem obrnilo na glavo. Mi smo tukaj 3 leta, imamo otročka 9 mesecev starega, tukaj smo si ustvarili nekak dom, tukaj imamo namen ostati tudi za naprej, a ne? In seveda to je en velik šok. Mi zdaj živimo pri mojih starših, tako da vozimo vsak dan v Trebnje iz ene vasi v bližini v vrtec, jaz grem nazaj v Ivančno Gorico v službo. Jaz sem se že navadila, ampak za njega je pa to pač, mi vsak večer obnovi zgodbico o požaru. No. S tem, ko smo pa mi od spodaj, je pa ta stvar, da vsi vodi, pa vse kanalizacija, odtoki, gre pa vse preko nas. Tako da nam bojo vse razkopali od kopalnice do kuhinje. V kompleksu še vedno ni elektrike niti plina, zato so stanovalci, še posebej tisti z manj ali nepoškodovanimi stanovanji, že nekoliko nestrpni. Nekako smo pričakovali, da bomo se vendarle hitro vrnili, ne? Zdaj pa že tretjič hodimo po garderobo, v bistvu smo že pri zimski garderobi, ne? Tako da stvari kar nekaj časa trajajo. V Zari kot upravljavcu stanovanj pravijo, da obnova poteka po zastavljenem načrtu. Elektroinštalacije so se začele inštalirati oziroma popravljati v četrtek in petek, prejšnji teden. Inštalacije, kanalizacija in pa vodovod, sicer vodovoda manj, ker najbrž da ni poškodovanega, se začnejo izvajati danes. Interina bo pregledala ta teden cevovode oziroma plinovode. Odmika pa se projekt sanacije nosilnih konstrukcij, saj so si v Zavodu za raziskavo materialov in konstrukcij vzeli 1 mesec za izdelavo projekta, dodaja Kambič. Sama vselitev stanovanj, ki so manj poškodovana oziroma niso poškodovana, bo zagotovo možna z 1.11., se pravi, ko bojo te inštalacije, ki sem jih prej omenil, sanirane. Na vselitev v 6 najbolj poškodovanih stanovanj pa bodo morali stanovalci še počakati.